3:1, 4:0 in zdaj še 6:1. Tekme proti Gorici v letošnji sezoni minevajo v popolni mariborski prevladi in učinkovitih predstavah, tako da v prijetnem sobotnem popoldnevu v Novi Gorici ni moglo biti drugače. Dvoboj se je začel z minuto molka ob smrti Branka Elznerja. Nato pa minevo ob pobudi mariborske ekipe. Pri tolikšni učinkovitosti bomo prispevek tokrat sestavili le z golov, saj so bili tako atraktivni, da jih bo treba ponoviti. Napovednik velike sobote že v 11. minuti. Po dolgi podaji Mezge je Cvijanović v kazenskem prostoru spretno sprejel žogo, s takojšnjim diagonalnim udarcem pa neubranljivo zabil žogo v desni zgornji kot. Prava mojstrovina za vodstvo in zadetek številka 6 v letošnjem prvenstvu učinkovitega vezista, ki je med tednom prvič igral tudi v začetni enajsterici slovenske reprezentance. Goli so bili fantastični, res so kombinirali, bili so razigrani, vesel sem, da jim je tako uspelo. Jasno je, da je to dobro za bodoče tekme, enostavno se je videlo, da uživajo. Čutili so se močne, kvalitetne in to so na igrišču tudi pokazali. Gostitelji so medtem ostali v previdni postavitvi in prežali na protinapade, niso bili enakovreden nasprotnik, med trenutki gostujoče prevlade pa so uspeli priti do izenačenja. Vse je opravil širok, ob akciji po desni strani je preigral Potokarja, nato pa mu je uspel izjemen udarec. Žoga se je od prečke odbila čez golovo črto, obtičala v mreži in na odmor se je odšlo z 1:1, kar pa je pomenilo še začasno negotovost. Drugi polčas, druga slika, z enosmernim prometom in 3 goli v 3 minutah v domači mreži. Po dolgi akciji je najprej Viler podal pred gol, žoga je po poskusih izbijanja in kroženju okoli kazenskega prostora spet prišla nazaj na levo stran, Viler tokrat do Ibrahimija, ki je z drugega poskusa premagal vratarja Simčiča. Takoj zatem 1:3. Ibrahimi je popeljal žogo čez sredino, jo spravil do Mezge, ki je natančno podal predgol do Tavaresa in sledil je natančen zaključek z glavo. Triminutni siloviti nalet pa je bil kronan še s 3. golom. Tokrat v vlogi asistenta Cvijanović, ki je priigral Mevljo, opazil za seboj Tavaresa, mu pravočasno podal, kapetan pa z roba kazenskega prostora natančno meril v desni spodnji kot. Pri 1:4 se prvaki niso ustavili. Prav nasprotno, sledila je še ena domiselna akcija za zadetek številka 5 v učinkovitem popoldnevu. Dodlek je podal kazenski prostor, Mezga s peto spravil žogo do Ibrahimija, ki je natančno naciljal desni kot za 1:5 na semaforju in svoj drugi gol na tekmi. Mislim, da je to zasluga celega ekipe in mislim, da mi kot kolektiv igramo zelo dobro in igrati v 3 frontah ni lahko, ampak mi se potrudimo maksimalno.
Serija golov pa se je končala šele v 89 minuti, ko je kapetan zadel tretjič in se povzpel na čelo karavane strelcev. Viler je podal z leve v kazenski prostor do Mezge, ki je poskusil zelo podarcem, Simčič mu je uspel preprečiti prvo namero, a se je žoga odbila nazaj in Mezga je podal do Tavaresa, ki jo je potisnil čez golovo črto ter poskrbel za nevsakdanji dosežek. Hat-trick v 23 minutah. Na najbolj raznovrsten način, z udarci z glavo, z levo in z desno nogo. In zdaj v Atene, na četrtkovo novo poglavje Lige Evropa, z dodatno samozavestjo ter željo, da bi nekatere zadeve prenesli iz novogoriškega športnega parka še na veliko areno OAK Spiros Luis v grški prestolnici. Je sigurno, da določene stvari se da, mi bomo mogli biti tam sigurno nek nivo sigurno više, ampak če bomo mi tisti, ki bomo nekako poskušali narekovati ritem, kot smo ga v Ljudskem vrtu, se za pozitiven rezultat sigurno ni bati, je pa res, da nas čaka težko gostovanje, pa Panathinaikos sigurno igra nekako drugače. Doma zdaj imajo novega trenerja, tako da bomo videli.